po te džungle, kam sem jaz zdaj tola pršl, tola pa ne vem, če je prav. Pa šel jaz, da ne bi šel. Se ne rabim, se vidim dosti blizu. Evo nas, mi smo po kar nekaj časa vožnje, ker bi mogla biti samo 1 uro pa pol, prišli v Rondo. Vlak se je pokvaril vmes, tako da smo imeli servis, zamuda je bila že tako 20 minut, ampak tle smo, ne vem kam se sprehajamo, gremo v hostel, pol pa dalje. Kako pa bolan flat, kako govor flat je res prav tako, vse je funky, pisano, porisano iz stekla, iz lesa, iz onega tretjega, najbolj prijazen host Salvador, pač priča na polno, res zakon, tako da tako prvi experience Ronda, top, zdaj pa normalen tuš, pa kopalnica, pa vse normalno, noro, pa klima, pa vse, tako da zdaj pa center mesta, malo pogledati sem kar nadušen, no, tako da vam kažem spotoma stvari. Sem hodil, pa sem že mislil, da je v bistvu to mesto ful mrtvo, pa pridem do glavne ulice, ki sploh ni bila označena na zemljevidu kot glavna ulica in pridem tja in tako več folka v Sevilji, več folka v Kordobi, pač to je noro, koliko je to ljudi, zakon. Sam je pa ta del tle je pa res lep. Ja, tako bom rekel, no, prvi vtisi v mestu so res dobri. Dober vibe mesta, vse je ful lepo, lepe razgledne točke, pa se vam bom pokazal malo na videih, več bomo jutri si ogledali, no, pa tako malo zgodovinsko pogled mesto, ampak kar zdaj vidim, je tako mesto, ki bi lahko mogoče rajš tukaj ostal 2 dni, sicer pa za eksplorat ni nekaj ful velik, ampak je pa veliko bolj tako lively oziroma veliko bolj tako youth friendly se mi deluje mesto, ampak ja, pač je tudi Kordoba bila zelo lepa. Pa bomo videli, kaj nam jutri Ronda prinese, pa danes večer bomo videli. Dobro jutro vsem skupaj. Po mojem sem edini človek, ki sem buden v celi Rondi, tako da bom bolj potihem govoril. Slučajno ne zbudim kakšnega še. Ampak ja, zjutraj sem se zbudil zaradi tega, da gremo raziskovati zdaj, ker še ni tako vroče, ker bomo kar veliko hodili, pa sončno vzhod. No, zgleda, nisem edini buden, ker tukaj že vsi laufajo, par avtov sem zdaj že srečal, tako da pa prehtel sem, ne. Pa glih sem malo zamudil, kot vidite zadnja, ne, že sonce skoraj vzhaja in ne bom prišel do sunrise spota v ta pravem cajtu. Drugač pa noč je bila kar zanimiva, zaradi tega, ker itak Španci sem ugotovil, da kjerkoli bom, so pač glasni po noč, da se pogovarjajo, ga pijejo in to je neverjetno. Vroče je bilo, ker pri nas v sobi ta klima, ki sem mislil, da je klima, je vlažilec zraka, sam je vlažilec zraka, ki tudi hladi, ampak je problem v tem, da moraš imeti pa cel napeljano ven iz sobe, če pač hladiš ti sobo. Ne pa da mi z ene strani hladilca zraka piha mrzel zrak, od vzad pa piha vroč zrak nazaj ven. Pač, ne vem, res zanimivo, koliko je mesto. Čist mrtvo zjutraj, valjda, če gledate, ko si žurajo, do 4 zjutraj, valjda ne bom beno posebno pokonc, koga jaz, ne. Ampak sem pogledal sončen zahod, pač, pa bom kar pokazal. Je res lepo, res je lepo. Pa še so 2 drugi osebi, sta ga ujele isto. Bravo, da ste se zbudili. Za tole se je bilo pa verjetno zbuditi zjutraj. No in zdaj v bistvu navzdol, proti razgledni točki, ja, navzdol je razgledna točka, vodijo takole štengice, dolga potka. Zdaj je še prijetno, ker ni preveč vroče, tako da se lahko lepo normalno sprehodiš potem. Je pa pač tam točka, kjer pol vidiš v bistvu ta Tajo, se pravi, to je ta most, čez ka gre.
se najlepše pač vidi tiste točke in je, že zdaj, ko hodim, je res lepo. Pa res je dobro, ker je čist mirno, ankiram benga ni prav top. Zato je pa vredno, da greš malo peš. Ej, tole je pa neverjetno. Kak bolan ta zgled. Prav to, kot v filmih imaš. Ta most je bil drugač. Gledal sem serijo The Non-Warrior na Netflixu. Je v bistvu v Rondi tudi snemana en del in ja, na tem mostu se dogaja. In tukaj se v bistvu se najbolj spomnim na te runde. Res je bolano lepo. Res mi je zanimivo to, veš, kad ti nekdo reče jug Španije, si pač ne predstavljaš, si predstavljaš puščavo, palme, tako mivka povsod, nobenega zelenja, nič. V bistvu priješ na jug Španije, pa te čaka samo zelenje, sami pomarančevci, ciprese, tako, jaz imam feeling, bolj je kle zelen, kakor sem bil v Toskani, no, mislim, tako bom rekel. Res je tako, ker reče, zakaj hodiš na potovanja, pač hodiš zaradi takih momentov, oziroma ne samo zaradi takih momentov, ker je cel experience, se pravi vse skupaj, celo potovanje, vse skupaj bo pustil toliko enih spominov, lepih, še lepših, mogoče malo manj lepih, ampak pač vse skupaj naredi en zaključek, neko zgodbo, nekaj tako in je. O ja, sam še dober teden, 7 dni, se daš, nekaj še je. Jebote, džungla, kam sem jaz zdaj tola pršt, tola pa ne vem, če je prav. Pa šel jaz, da ne bi šel. Se ne rabim, se vidim dosti bliz. Zdaj pa, če je bilo treba iti dol, bo treba tudi gor. Dobro, da še ni sonca, prav prijetnih, je bi rekel, okoli 23-24 stopinj je zdajle. Napram 40-45 čez dan je tole zdajle Antarktika. Se počutim kot vampir, ko bežim pred tisto linijo sonca tamle, ker tole enkrat prije do mene me bo skural. Ampak vse smo že skoraj tam, vse smo že skoraj na vrh. Sem šel po bližnjici. Ja, nevarna pot, ampak sam še malo nam manjka do konca. Pa še štengce, pa smo vmes pa malo uživati razgledu. Jevote, mrak. Ratar je. Bili smo dol, bili smo gor, pa še te prve kavarne niso odprte, ki je tako zgodaj. Še 9 ni ura, tako da treba najdati nekaj za pojest, pa za popitke. Zdaj pa priznam, pa je precej lačen. Pol se bomo pa malo gledali znamenitosti Ronde, ki je v bistvu za tako majhno mesto, kakor je Ronda, jih je kar ogromno. Pa Plaza de Toros, pa milijonih cerkev, pa obzidi, pa most, pa vrat, pa to se kar najde. Drugač pa ta most na Puente Nuevo se je gradil tako 40 let, od 1751 do 1793 in je v bistvu bil do 20. stoletja ali 19. stoletja najvišji most. Mislim, da je bil do 1863 najvišji most na svetu s 93 metri višine. Povezoval je pa v bistvu pač stari pa nov del, oziroma še zdaj povezuje stari pa nov del mesta Ronda. Pač spodaj je pa kotlina Tahoe. To sem se naučil. Prej bil pa El Puente Viejo, tja gremo pa zdaj. To je pa stari most, to je pa novi most, ne? Se pravi, smo se naučili dve nove besedi. Viejo pa Nuevo, staro pa novo. Moram pa reči, da tukaj je pa kar precej psov, no, tako. Ampak vse so prijazni, delujejo prijazni, tako da je v redu. Zdaj se sprehajamo v bistvu dol proti Puente Viejo, se pravi stari most. Zajtrk smo pojedali, dober zajtrček je bil, tako kot ponavadi v Španiji, pocen za 3,80 € kavic, pa tostado. Tako da prav luštno srečal sem prve Slovence na svojem tripu v 13 dneh. Prvi Slovenci, zanimivo, pa prepeka že, ful lepa narava v bistvu kle spet. Drugač pa ja, The Non-Warrior film so tukaj snemali in zdaj sem bil tudi pri tem samostanu oziroma pri tej cerkvi, kjer je bil del pač posnet, ko ona pride pač v ta samostan, ko te nujne sprejmejo, pa tako je v bistvu ona izolirana tudi v Rondo polnotar, tako da, oziroma izolirana je ona tudi nekako pošlja v Rondo, ker bo tukaj kao varna,
čeprav guess what, ni bila varna, ampak ja, zdaj pa gremo. Time is on the... Časovno smo malo omejeni danes, tako da bomo kar hodili. Ne moreš verjameti, ampak ja, najdel sem most, na ta prav most sem prišel, enkrat sem zgrešil, v ta drugi sem zadev. Zdaj pa ne vem, ne grem jaz po tej strani gor ali po drugi strani gor. Ne vem, še ves kar kola naredim, še ves kar lepo po tej strani gor, ja. Da nam spet lutal čist naokol. Ker zdaj bomo pa počas proti fletu, da vzamem jaz truzak, ker ga moramo ob 12 vse, tako da bomo pa še ne 2 urci šetkali po mestu. S 15-kilsko torbo, jej! In tudi tukaj v Rondi je ena izmed najstarejših Plaza de Toros, se pravi plaža Bicoborbe. Tako res ogromna zadeva zgleda. In ja, bila je, mislim, da je ena, če ne so res najstarejša Plaza de Toros. Najprej je bilo to tako čisto ljubiteljsko, vse pa je bila to ful tradicija in se je Vladar odločil zgraditi pač prav celotno plaso in od takrat naprej je to šlo samo gor in gor in gor. Tako da v bistvu tradicijo obrnil v zelo dober profit bi človek temu rekel. Jaz se pa že sprehajam na novo po parkih, kar je klasika pa Španije. Mesto, park, mesto, park, mesto, park. Top. Sem šel zdaj mimo enega kafiča in pač tako vidim vse čurose in čurerije, ne vem kaj, ok, cool, nekaj bom probal jaz to čurose, sam sem se po mojem zastral, ker tukaj so tako ogromne porcije teh čurasov, da jaz bom zdaj po moje dobil se 10 ljudi tega, ne. Kamera, mislim, da pa samo en kafe sem hotel iti, no. Vse je res dobro. Enač hrano imamo, trgovine spet, kar pomeni, da se selimo, ruzak imamo, vse imamo stvari. Dobil sem mail od prevoznika za vlak, da je nekaj težav in tako in da naj sledim stvarem, ki bojo pisale pač na železniški postaji, tako da bom videl, kdaj bom danes prišel jaz do Madrida. Me prav zanima, kaj zdaj vse u nas molestijas tehnikas piše, da so. Tako da, jej, ful dobro. Bomo videli, kaj bo. Se vam javam mehen vmes. Če bo vse dokaj po planih, se vam pa javam iz Madrida. Če sem v Madridu, a ne? Danes ne bom nekaj vlogu, jutri bomo malo več, ampak ja, malo več folka, kot ponavadi. Tako da zdaj pa gremo malo live. Mehen live. Jest, prvo.